Res je že čas za večerjo, predtem pa še za spletke. Katja, živijo, kaj smo zakuhali na naših družbenih omrežjih? Živijo, pri nas na Snapchatu je nadvse živahno. Prenovili pa smo tudi objave na Instagramu. Hitro jih lahko opazite po infodromovi grafiki, sicer pa so vsi naši prispevki tudi na IGTV. V zadnjem mesecu se nam je pridružilo več kot 100 sledilcev. In o čem vse ste razglabljali na naših družbenih omrežjih? Veliko smo se pogovarjali o prehrani, električni energiji in naših hišnih ljubljenčkih. Še vedno pa zbiramo vaše predloge, kako bi poimenovali Aleševo mačko. Tudi veliko klikate na YouTube kanal in kaj naše gledalce najbolj zanima tam? No, daleč najbolj popularen je prispevek otroške poročevalke Pike, ki se je pogovarjala z igralko Taro Milharčič. Ogledali ste si jo več kot 7500-krat, sledi pa ji beatboxer Arlind. Takšen je torej naš spletni svet, ampak ti si raziskovala tudi virtualnega. Ja, govoriva o VR tehnologiji, tisti, ki je sprva zabavala, vse bolj pa jo uporabljajo tudi v muzejih, galerijah, šolstvu, zdravstvu in industriji. Poglejmo. Živjo! Danes bova z Jako iz resničnega pobegnila v virtualni svet. Zakaj? Ker lahko. A zato potrebujeva nekaj opreme, VR očala kontrolerja. in dober računalnik. Glavna značilnost virtualne resničnosti je ta, da njen uporabnik vidi, sliši in občuti okolje, kot da bi bil v njem resnično prisoten. V bistvu pa gre za skupek strojnih in programskih tehnologij. Na nek način prevarajo možgane, da so drugje, kakor v resnici. Imam ful dobro idejo. Lahko bi splezali na vrh 80-nadstropne stolpnice. Da se virtualna resničnost ne uporablja samo za zabavo, pa nam bo pojasnil Matija. Živjo! Virtualna resničnost se uporablja marsikje drugje, v šolstvu, v industriji, v zdravstvu. Tu vidimo uporabo virtualne resničnosti pri protibolečinski terapiji, kjer uporabljamo tehnologijo za zmanjševanje bolečine. Danes vidimo začetek uporabe te tehnologije, v prihodnosti pa bo ta tehnologija povsod.